Lep pozdrav, tukaj je Baladero in vi poslušate oddajo Radioaktiv. To je pesem brez verza za začet. To je pesem, ki se mi je ne mudi pet. Nima posebnega smisla kot ta naš ustavljen svet. Pa vendar tebi opišem, da te neha skrbet. A se spomniš še tistih lepih dni? A se spomniš še ograda z jagodami? Kakorkoli obrneš, nikoli več isto ne bo. Kilo marelic na plaži leviš nad vodou. Sonce te boža, valovi nosijo. Kakorkoli obrneš, tako je lepo. Včasih sva v zvezde odeta, prebedela noči. Zrla v biserna jutra v mestu, ki vedno hiti. Veš, kam so šli ideali, dveh stolpov že dolgo več ni. Smeh v daljavi odmeva, ko srce repeni. A se spomniš še tistih lepih dni? Jaz in ti na pogradu z jagodami. Kakorkoli obrneš, nikoli več isto ne bo. Kilo marelic na plaži leviš nad vodou. Sonce te boža, valovi nosijo. Moreš še pretati, misli odplavajo. Kakorkoli obrneš, tako je lepo. Kakorkoli obrneš, res je lepo. Skrbi so na jutri, spomini pa včeraj. Danes le trenutki, v njih pa jaz in ti za zmeraj. Skrbi so na jutri, spomini pa včeraj. Danes le trenutki, v njih pa jaz in ti za zmeraj. Marelice, marelice. Marelice je bila slišana skladba Baladera z albuma Neon srce. Dominik, lep pozdrav, da je Radioaktivno. Lep pozdrav tudi tebi, Boštjan, pa vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Prlek. Ponovadi se v zadnjem času slišiva telefonsko, namreč izdal si kar nekaj singlov, ki jih lahko najdemo na tvojem tretjem albumu. Ja, mislim, da sva se že tam v času korone parkrat slišala, ne? Pa je potem ta telefonski način
Celo se mi zdi za moj okus malo predolgo trajal. Rad se v živo oglasim v Ormožu na Radio Prlek. Čeprav sem danes šel iz Ljubljane na Cankovo pa do Ormoža, ne, ampak mi je fajn potovati. Tudi ta pot do novega albuma je bila kar dolga, ne, preko vseh teh singlov, tako da mogoče se je danes nekako to poenotilo. Ne. Ta zgodba albuma z malo daljšo potjo. Od leta 2019, čeprav evidentiram skladbe, Še živim je bila prva, leta 2019 izdana. Ja, še malo prej sem začel snovati ta album, pa Še živim je bil tak velik projekt, ker sem orkestracijo takrat pisal za to balado po smrti očeta, pa zelo veliko glasbenikov je že pri tisti skladbi sodelovalo in ja, prva je bila, začrtala je neko pot, čeprav sem potem šel v čisto druge vode. Ne. Mogoče je bila tista, ki je morala prebiti led na nek način. Na spletu sem prebral oznako, da si klavirski kantautor. Ja. Samo danes bi to težko rekli, ker ti vedno imaš ob sebi band. To je res, ampak zdaj kantautorji imajo večinoma tudi kak band okoli sebe. Ne. Pač težko se je definirati v tej poplavi izrazov, ne, ker pač jaz načeloma nisem avtor z imenom in priimkom v tem smislu, se pravi, sem vedno imel umetniško ime, čeprav ga kombiniramo, ne. Dostikrat me sicer zapišejo kot Dominik Bagola Baladero, ampak Baladero ime je bolj nekako znano. Je pa hitro problem, ker je pa dosti poslušalcev mislilo, da je pa Baladero je enako band. Tako da prvenstveno sem pač jaz tisti, ki za klavirjem ustvarjam skladbe in jih potem z bandom spravim v studijsko podobo ali pa ponesem na oder v živo. Ne. Tako da, ja, sem kantautor za klavirjem, definitivno, ki pa je rad obdan z bandom. Ne. Kako pogosto pa si samo s klavirjem, tako minimalistično? Ja, doma pač pa pri samem ustvarjanju v začetku vedno, oziroma največkrat kar pri klavirju, čeprav dostikrat tudi kitaro primem, pa kaj napišem na kitaro, da se pač izognem nekim pastem klavirja, zaradi tega, ker ga igram že 35 let, odkar sem začel na klavirju, 7 leti sem začel in nikoli šel stran. Je pa res, da pač klavir ima svojo določeno barvo, svoje določene tudi neke meje, tako da se poskušam tudi v tem smislu včasih malo spraviti stran. Ne. Vseeno pa me definira pač klavir kot tak, zato tudi klavirski kantautor, ker samo kantautor bilo premalo, ne. Kantautori so ponavadi s kitaro. To je stereotip. Ja, neki stereotip, ne. Samo pevec tudi nisem, pač dejstvo je, da mi najbolj paše peti za klavirjem. Tako da evo, to bendaštvo pa tudi, ker sem bil pa tudi bobnar, oziroma sem tudi bobnar, preživel tudi veliko časa v različnih skupinah kot bobnar, mi je pa tudi ostalo, ne, tako da, ne vem, mogoče še kak pridevnik rabim zraven, ne vem, klavirski, bendaški kantautor. Klavirsko-bendovski kantautor. Slovenski jezik ima veliko pridevnikov, tako da boš nekaj našel v slovarju slovenskega knjižnega jezika. Ja, upam, da je. Marjelice je bila skladba za uvod, pesem s popevke. Ja, in potem na albumu v bistvu svoji prvotni obliki. Zanimivo je zgodba Marjelic, sploh kako so prišle do popevke, ker je bil že pred popevko v bistvu namen, da bi to skladbo kar izdali, pa je potem spet bila korona, pa nekaj ni bilo nam všeč v samem miksu, pa smo potem šli na novo posnet bobne, pa se je vse skupaj zavleklo. Sem jaz potem skladbo prijavil na popevko, čist tak, skoraj malo iz dolg časa, no, ker pač se ni pač zgodilo takrat sama izdaja singla. Potem je bila pesem sprejeta, pa tudi zaradi korone je imela tam veliko nekih, bilo je precej omejitev, ker je italijanski kitarist Lorenzo Corti že takrat sodeloval pri skladbi in jaz sem imel precej težav ga spraviti v Slovenijo, ne, na oder. Sem imel pa malo pomisleke, kdo bi to lahko namesto njega v živo odigral in so me potem pač na popevki prepričali, da gremo v bolj big bandovsko izvedbo. Pa so bile tisto mogoče čisto neke druge Marjelice, ampak ja, vsekakor neka dobra izkušnja, zanimiva. Tudi ena taka, ki je malo lomila čas med samim ustvarjanjem albuma, malo celo podaljšala celotno zadevo. Meni odprla neka obzorja, tudi mogoče dala neko smer za v smislu kaj ja, kaj ne, oziroma v čem se vidim, v čem se ne vidim. Tako da ja, dvojne Marjelice, no, so zunaj. Tudi tiste druge so zelo zanimive, ampak te so pa res bolj moje, no, lih par dni nazaj smo na Radio SI imeli koncert, main stage in smo jih izvedli. V pravi obliki pa moram reči, da mi je bolj sedlo biti za klavirjem. No. Druga bo Ukradla si mi srce, ta je na albumu, še ni bila slišana kot single.
Ja, ukradla si mi srce, zdaj so se o klavirju več čas pogovarjala, ne. Ukradla si mi srce, pa sploh ni klavirja, ampak so Hammond orgle in skladba je zelo, zelo rockerska. Mislim, da ob Zlatih časih in Najini moj tretji tak totalno rockerski komad, ne, s katerim bi mogoče celo že lahko šel v Unterhund. Mogoče. Tak, res je, res liho prihodu sem slišal take opasne kitarske zvoke, ki so prihajali iz legendarne grajske kletine in kultnega kluba. Jaz sem tudi pač imel eno obdobje v tej malo bolj težko rokovski glasbi, ko sem bil bobnar pri skupini Psychopath in smo obredili številne odre. Pa me tudi ta glasba malo zaznamovala in Ukradla si mi srce je nastala v sodelovanju z Denisom Horvatom, sicer klaviaturistom skupine oziroma tudi kantautorja, ne, z bandom Hamo in Tribute to Love. In sem v bistvu kar vesel oziroma navdušen nad najnim sodelovanjem, ker je eno od sodelovanj, ki vsekakor izstopa iz tega albuma, najbolj vročekrvna skladba na Neon srce, še eno srce, ne, ampak ta skladba ga mogoče celo res malo ukrade. Mestoma pri nekaterih poslušalcih celo ukrade spotlight, ne, oziroma kako bi temu rekel, ne vem, kako bi slovensko temu rekel, ja, pač luč, ne, glavno luč, ali jim je pač totalno všeč, ali pa pravijo, da mogoče celo ne spada na ta album, ampak zelo se veselim, no, da bomo lahko v živo izvajali, ker ob klavirju imam zelo rad tudi Hammond orgle in uživam, ko jih lahko igram. Zapleši mi znova, zapleši kot nova, pokaži vse, kar znaš. Ni treba biti skromna, če si diva, prevzameš kot opera. Blizu mi prideš, me obsedeš, poženi mi kri. Ti edina, ukradla si mi srce, zdaj glava ne ve. Ukradla si mi srce, brez tebe ne gre. Ukradla si mi srce. Gledaš me vroče, ti čudovita kraljica opojnega. Brziva objeta, krogla ognjena, nad oblake se dvigava. Blizu mi prideš, me obsedeš, poženi mi kri. Ti edina, ukradla si mi srce, zdaj glava ne ve. Ukradla si mi srce, brez tebe ne gre. Ukradla si mi srce. Vdih in izdih, razgreto nebo, duša ob dušo, telo na telo. Lepa si, ko siješ, vse razkriješ, daj mi še, poženi mi kri. Ti edina, ukradla si mi srce, zdaj glava ne ve. Ukradla si mi srce, brez tebe ne gre. Ukradla si mi srce, zdaj glava ne ve. Ukradla si mi srce, brez tebe ne gre. Ukradla si mi srce, ukradla si mi srce.
Ukradla si mi srce in baladero z novega albuma Neon srce. Sedaj, ko si prišel v Ormož, pa slišal te kitarske pa bobnarske zvoke z Underhunda, vidim, da ti vleče nazaj v alternativo. Ali se motim? Še ena ta dvojnost v meni. Naj samo omenim, da Hammonda na Ukradla si mi srce je Denis posnel, Denis Horvat, jaz ga pa pač zdaj lahko izvajam živo, super. In ja, pač ta alternativno-rokovski zvok je del tudi mojega, oziroma baladero zvoka. Nekako se ne morem tega otresti, čeprav dobiš vmes marsikak nasvet, ti bi moral to, moral biti isto, moral bi ono. Ne. Včasih je celo lahko ovira to za kakšne malo bolj komercialne postaje, to me vedno preseneti, ko se mi zdi, da imam recimo skladbo, ki je zelo pop, pa kaki bolj komercialno usmerjeni radijski uredniki slišijo v mojih skladbah primesi alternativne glasbe, pa imajo verjetno celo prav, ne? Ker pač jaz iz tega vsekakor izhajam. Dolga leta sem bil v teh vodah, tudi moji vplivi so, ja, mislim, od raznih, pač od džeza do klasike, pa do, spet smo pri kantavtorjih, tudi bolj alternativnih, ne? Lahko bi rekli Tom Waits, Nick Cave in tako naprej. Vsekakor alternativa, že sama scena, iz katere sem se jaz razvil kot pač glasbeni umetnik, Mursko-Soboška, Mik klub, to je bilo tam ja, na prehodu 90-ih pa po letu 2000, ne. Je bila alternativna, kitare večinoma, pač poslušali smo grunge, pač gledali te bende z velikimi očmi in ja, je ostalo to pri meni. Te kaj vleče nazaj za bobne? Na albumu pa tako nasplošno? Ja, nasplošno. Na albumu sem hotel reči, da sem na albumu spet bobnar na eni skladbi, na drugem albumu nisem bil na nobeni, na prvem mislim, da na ene parih. Ja, pač bobni so še vedno stalnica, tako da jih imam, jih igram, je pa res, da precej manj, pa tudi sodelujem zdaj z dvema vrhunskima bobnarjema, pač Boštjan Gradišek je itak stalnica mojega spremljevalnega benda, legenda slovenske bobnarske scene, ko on slučajno nima časa, vskoči Enos Kugler, sicer bobnar pri Batista Cadillac, pa Fat Horses in tako naprej. Odličen bobnar, tudi tako da ne pogrešam v resnici v samem bendu, se pa včasih, kako bi pravili, zliftan na bobnih. Preko si omenil skupino Psychopath, si kdaj lahko v glasbo te skupine vključil klavir, da si dejansko zamenjal v tem vloge? Ja, tako se je v resnici začela moja baladero pot. In sicer smo ob ustvarjanju zadnjega albuma od skupine, kjer sem jaz snemal bobne, smo vključili tudi eno skladbo, ki se ji reče Cookie Jar, je na voljo za poslušanje in tam sem jaz odigral pianino in tisto skladbo sem tudi napisal, tako da, mislim, soavtor sem bil, no, ampak v originalno ta klavirski del je nekako, sem ga pač jaz takrat odigral, smo tudi skladbo zapeljali tako Waitsovsko in to je bil mogoče celo, potem smo na televiziji celo to izvedli, ko je bil še v gosteh pri nas tudi moj prvi producent, Bobby McIntyre, se pravi, smo ohranili takrat te vezi, ameriški producent, pa sem je šel prvi album v Miami snemati. Ampak zanimivo, ne, takrat na televiziji nisem bil za bobni, ampak sem bil za klavirjem. In vse ta posnetek še, mislim, da je bila oddaja tistega lepega popoldneva, Clemens Lakonja, pa ime od Tjaše se mi je zdaj šlo iz glave, no, legendarne voditeljice tudi, pa pevke sicer, mislim, da je bila ona z spet Svet Jamali, ne, v istem bendu kot Jadranka Juras, če zdaj nisem kaj pomešal, ampak mislim, da je šlo za Tjašo Železnik, no. V glavnem, Svet Jamali, stvari se povezujejo. Cookie Jar je bila prelomna skladba. Tam sem bil za klavirjem, nisem pel, ampak iz tega, ko smo z Psychopathi končali, se je v bistvu takoj potem naprej, sem si rekel, pa saj, v bistvu, meni je to ustvarjanje za klavirjem in tako super, že vmes sem skladal tudi neke druge skladbe, ni bila to čisto moja prva skladba, že prej je bila Prekmurska, ki je tudi na prvem albumu pa instrumental, in potem je nekako to naravno šlo eno z drugim, ne, in sem bobne dal malo ob stran, pa sem začel ustvarjati kot klavirski kantautor, ki je bil prej bobnar. Tretja bo v tvojih očeh? Meni, mislim, da najljubša skladba na albumu. Napisal sem jo skoraj takoj po popevki in zanimivo je, da zdaj imamo že nekaj časa v bendu ob klavirju tudi še en tak žlahten inštrument, namreč harmoniko, in z nami sodeluje moj sovaščan Amadej Hercog, odličen vrhunski harmonikar, klasični, ne, gre za harmoniko z gumbi. Ni fratonorica. Ja, oziroma ni klavirska. V glavnem, ta skladba je zapeljana malo bolj kot en tango in sem jo tudi napisal z mislijo na njega kot instrumentalista v bendu in daje baladero tudi nek drug zvok.
mogoče spet eno od možnih smeri za razvoj moje glasbe naprej. Pa res sem ponosen na to skladbo. Amadejo sem jo res napisal kot, kar mi je celo bilo malo osvobojajoče. Nisem jo napisal toliko z mislijo, kar se tiče samega inštrumentarija, recimo na klavir ali pa neke klaviature, ampak z mislijo na harmoniko. Pa lepo je pisati tudi za nekoga drugega. Tada sem tudi solomo napisal, pa vse, pa zdaj, ko to on izvaja, sem lahko v enem vlogi avtorja in poslušalca in je prav lepo, ne? Tako da v tvojih očeh ena od skladb, na katero res bodite pozorni. Ima pa sicer tak zelo morski vibe oziroma priokus. Saj Prekmurci pa pač, saj Pomurci nasploh ne, Panonsko morje. Morje, pa smo povezani. Ja. Se razmemo s Primorci. Samo z Goričkega pogledate, pa že vidite tudi še ostanke Panonskega morja. Ja, to se tudi vidi. Tako govorijo. Ja. Deževni ples me vodi daleč stran od sonca in vedrega neba. A si še ti, dekle z biserija, si še ta, ki na srce mi igra. Vrtiva se do neba, vrtiva se brez konca. V tvojih očeh so modrosti sveta in tvoja duša je tako milostna. Tvoje srce, a je še za, a se tu zgodba konča. Jutro ob morju valovi pljuskajo, sveže sanje izpirajo, stare rane v kamen spraskane. O, ti si večni, solze pozabljene, kam si šla. Še včeraj sva bila opita od užitka. V tvojih očeh so modrosti sveta in tvoja duša je tako lepa. Tvoje srce, a je še za, a se tu zgodba konča. Tak razplet, pa če čakal bom 100 let. V ulicah pred rajem razpet, tisočih želja med naju je. V tvojih očeh so modrosti sveta in tvoja duša je tako lepa. Tvoje srce, a je še za, najina zgodba
Baladero z mano vdaje radioaktivno z novim albumom Neon srce. Tretji tvoj izdelek je to Club Dus 2012, Perfect You 2016 in 2023 Neon srce. Ja, malo več časa je vmes preteklo, ne? 4 leta med prvim, 6-7 let med drugim in tretjim albumom. Tega sem hotel izdati že prej. Pri drugem je bilo veliko pritiska, ker pač drugi te ali naredi ali zlomi. Tam so bili zlati časi zraven, pa album je bil potem album leta 2016 po izboru portala 24ur.com, kar mi je prineslo kar precej motivacije. Tudi to, da so bili zlati časi najbolj predvajana skladba leta 2016 na Valu 202. Je pa res, da mogoče takrat sem celo premalo zagrabil tisti val, po eni strani ne v smislu nekega komercialnega uspeha, ker če bi takrat zagrabil zlate čase, pa bil pač rocker v tem smislu, bi verjetno imel večji uspeh prej, pa bi to slišalo več ljudi, ampak jaz po naravi mogoče nisem čist tak naštiman in sem rabil po tistem malo časa spet za premislek, ok, kam gremo pa zdaj, pa kaj bomo zdaj delali. Meni je hitro dolg cajt včasih, ne, če se preveč ista špura in ta tretji album je bil zaradi tega, je imel daljšo pot, ker sem po eni strani bil malo osvobojen pritiska, po drugi strani sem pa pač hotel album, ki prvo kot prvo bo v celoti v slovenščini, ker sem imel že malo slabo vest. Niti ne. V bistvu sem se, čisto iskreno, sem izpraznil svoj angleški besednjak. Pač to je bilo to za našo MTV generacijo. Pa ko so z Uvejem delala že Perfect You, mi je on rekel, da slovenske skladbe zvenijo bolj iskreno, da sem to bolj jaz. Tudi če jih ne razume, kaj v resnici pojem, ampak da enostavno zveni dobro. In pa tudi ja, no, seveda je nekako lažje nagovoriti domačo publiko v maternem jeziku. Pa jaz sem potem po raznih teh turnejah po Švici, pa sem tudi pač sam veliko hodil do Berlina, gor dol. Malo se mi več ni dalo tako daleč voziti, če si iskreno. Plus slovenska glasbena scena je v tistem času začela kar tako kazati mišice, se razvijati, ker naenkrat je bilo zelo veliko možnosti. Se mi zdi, da jih je zdaj spet polno, da je scena močna, polnokrvna in zakaj ne bi v našem jeziku. Ne. In ugotovil sem, da mi je lažje najti in besede in povedati, tako da mogoče še malo več prekmurščine, ne, bi lahko. Te skoraj ni slišate. Pa ja, mislim, sliši se, če se dobro posluša, že pri zlatih časih, ne, jaz ne pojem zlati, ampak zlate časi, ne, pač. To večino poslušalcev ne zazna. Ja, ampak je malo notri, ne. Je pa res, da se skoraj ne sliši. Na prvem albumu je bila Če bi, ne, prvi singl z Jadranko Juras, tam začnem s prekmurskimi verziji. Ja, zdaj pa nekako, ne vem. Vseeno pa večinoma ustvarjam v Ljubljani, pa ja, imam v mislih prekmurščino. Mogoče mi je pa celo ta prvi materni jezik še preveč intimen, da bi se v tem smislu razkril, ne. Počakajmo. Čas prenese svoje, tako pravijo. Koliko pa se potem razlikuje albumi med sabo, glede na to, da si jih delal na različnih koncih sveta, pa z različnimi producenti? Vsak ima verjetno svoj način razmišljanja, svoj način dela. Ja, prvi je bil narejen obratno. Najprej sem posnel vse skupaj sam na klavirju, se pravi cel klavir v 2 dneh, še takrat v salonu Benton. In potem so na vse tisto lepili vse ostalo. Pa slučajno sem takrat šel v Ameriko, ker sem mislil, da bom vse naredil doma. Potem drugi album se nekako prišel tudi precej po naključju v stik z Uwe Bossertom, kitaristom skupine Raymond, s katerim pač sodelujeva, ne, in je tudi se podpisal kot producent pod moje, v narekovaju, hite, Zlati časi in tako naprej. Tudi najino Potujem, pa novi singel, ki prihaja verjet, iz tega albuma je on produciral. Tudi Lebdi, se pravi celotni album Perfect You, ki je bil najbolj bendovski v resnici, ker sva ga takrat midva v Münchnu snemala v 2 tednih z bendom, se pravi sicer najetim bendom, glasbenikom, ampak smo se takrat kar poštekali kot pravi bend, ne, sploh ko so oni slišali Das ich Deutsch sprechen kann, ne, so me kar malo tako pogledali, pa ok, v redu, ti si tudi malo naš in je šlo ok in je bila tista izkušnja snemanja Perfect You zares čisto bendovska, tudi zvok je tak, od vseh 3 albumov najbolj mogoče bendovski, enovit od začetka do konca, ne. Neon srce, pa tudi že v samem naslovu, ne, to malo nakazuje, kontrast in te različne vplive, tudi različnih kultur. Snemali smo ga spet na precej lokacijah, čeprav korona je naredila svoje in mi v resnici ni bilo več nujno lih treba
leteti do Miamija, pa ne vem, se pelati v Sorrento in tako naprej, ampak smo kar precej sodelovali nadaljavo, ne. Tako da dosti stvari se je posnelo nadaljavo, tudi recimo Ash Son, ki je pač svetovno znani bobnar, ki je zraven Marelic, on je delal za Del, pa Sam Smithom, pa Dua Lipo in tako naprej. Njega so v bistvu s producentom Jernejem Kržičem, s katerim sva delala Marelice, ujela v času korone, je bilo malo lažje in smo posneli dejansko preko, mislim, ne bom rekel preko Zooma, ampak menili smo se na ta način, ne. On ima pa svoj studio, veliko glasbenikov se je potem odločilo tudi to narediti, se pravi, če so prej hodili okoli po studijih, so takrat, ko v času, ko tega niso mogli početi, pač opremili studije doma in se opremili za ta način dela nadaljavo. Meni pa kot nekomu, ki je že prvi album naredil na ta način, čeprav s potovanji, pa z avioni, pa tak naprej, mi je pa to prišlo zelo prav in je pa res, da to niti ne igra take vloge, ker sem vseeno iskal nek enovit zvok, pa enovito zgodbo in kar sem jaz ugotovil, da tudi produkcija pri nas doma ničemer ne zaostaja za produkcijo v tujini. Tudi, ne vem, mislim, da je 20 glasbenikov na albumu in domačih in tujih. Uveta sem tudi že omenil. Lorenzo Corti je spet zraven, italijanski virtuoz na kitari, ki je bil že na prvem albumu, pa Florian Schanze, ki je v bistvu izjemen nemški bobnar, še en nemški basist Lukas Fernandez. Potem je pa en cvetober naših, od že prej omenjenega Jerneja Kržiča, naš kitarist Martin Lunder tudi sodeluje, Peter Dekleva, izjemen kitarist, Anžel Angus Petrovič, a.k.a. Dagi, je na albumu, na skladbah V tvojih očeh Glejme sanjam. Enos Kugler, ki sem ga že prej omenil, tudi kot bobnar, itd. Dor Jadranko sva že omenila, se pravi še en single z njo, Pri še živim in številni drugi, no, Martin Štibernik tudi kot producent, Denisa, pa instrumentalist, ne, Denisa sem prej tudi že omenil, tudi v obeh vlogah, z Žanom Serčičem sva sodelovala pri 2 skladbah, preden je on v bistvu postal zdaj novi slovenski glasbeni fenomen, ne? In sem tudi za to sodelovanje zelo vesel, tako da ja, plošča, ki tudi kaže na to, da včasih ni dobro preveč planirati, ampak se lahko spontano prepustiš temu nekemu toku in se tudi to na koncu lahko izide čisto ok, ne? Pač če si malo potrpežljiv. Meni se je v bistvu plošča sestavila tako, mislil sem, ok, moramo še to posneti, pa še tisto posneti, pa še nekaj stvari so bile v delu, ampak potem sem naenkrat, ker vedno poslušam pač, kaj imam, kako zdaleč sem, pač pa vedno te skladbe prelagam, kak bi zdaj bil lahko vrstni red. Potem sem imel ta naslov, ok, Neon srce, to bo album kontrastov, to mi je bilo jasno, malo bolj plesna glasba, pop glasba, rock glasba, balade, ne, pač rabim nek koncept. In mislim, da ko sva z Uvetom naredila Verjet, ko sem se vrnil iz Berlina, tja sem pa dejansko šel fizično, ne, sva se z mojo drago Eriko zapeljala v bistvu na en tak road trip čez Ingolstadt, pa sva obiskala najprej sorodnike, potem gor do Berlina, na poti nazaj se ustavila še parkrat, z Uvetom sva snemala v Berlinu, potem sem šel še enkrat v München, ampak Verjet, ko je prišel, ne, mi je bilo pa jasno, ok, zdaj pa imamo album, ker sem ga lahko povezal z skladbami, kot so Drugačen svet, itd. In nek zvok se mi je zdel, ki na skladbi, se pravi na tem novem singlu, ki prihaja. Ta zvok se mi je celo zdel kot neka skrajna tudi meja spet nekega mojega mogočega izraza, ne? Če greva od Ukradle si mi srce, pa teh balad, ki so nek moj signature podpis, oziroma moj podpis, ne? In do teh nekih celo pop barov. Tu sem si rekel, ok, to je pa zdaj, se pravi, imamo spekter te Maurice neonske, če je lahko tako rečem. Ne? In evo, tak se je zgodil ta album, ne? Čez te številne vplive, čas in lokacije. Glejme sanjam, bo 4. Še ena od skladb, ki je mogoče en tak tihi adut, tudi meni ljuba, zelo intimna. V bistvu sem jo prijavil na emo, ampak ni prišla skozi. Je pa res, da smo malo spremenili. Najprej sem jo pisal celo za koga drugega, za kako vokalistko, pa sem potem naredil spet tak precej moderen aranžma. Na koncu svojo z Enosom zapeljala zelo simpel, minimalistično in je izpadla kar lepo. Tudi zanimiva sodelovanja, harfistka Bilka Perčič je zraven, Jani Moder, jazzovski kitarist, meni tudi eden ljubših. Pa kaj, mogoče ena taka anekdota. V Strunjanu smo se srečali z Janom Plestenjakom, ki ga tudi zelo cenim kot avtorja. Ona sanja v Ljubljani je meni pač en tak vrhunski song, ki se mi zdi tudi njega nekako definiral, pa je tudi ena taka balada opasna, ne, sploh klavirska.
In potem smo malo se pogovarjali o muziki, pa seveda kasneje tudi malo špilali za klavirjem in sem mu predstavil to skladbo, pa mu je bila všeč, pa mi je dal celo ene par nasvetov, no, glede tega, ki sem jih malo upošteval, tako da zanimivo. Še en tak moment, ki se je zgodil na poti tega albuma, je pa to skladba, ki v bistvu govori tudi o tem, ne, da če hodiš po teh poteh glasbe, albumov, moraš sanjati, moraš si tudi na nek način dovoliti, pa včasih biti precej naljiv. Ne. Ta skladba je taka, ki ne skriva ničesar, ne. Mislim, je res preprosta, ima precej modulacij, to se glasbeniki bunijo, ampak jaz imam rad modulacije, to za klavirjem itak fajn. In mogoče bodo poslušalci v njej spet prepoznali še nek drug element baladera, ki ga jaz prej nisem toliko dajal na plano. Ne. Mogoče tak najbolj, ne vem, kako bi to opisal, ne pravzaprav neposreden, ampak ja, razkrit tak. Vem, da so druge poti, tiste, ki vodijo k blišču in do stvari, da ne more vsak praviti. Soj zlatih luči je le usoda izbranih ljudi. A danes mi je tukaj lepo, ko te gledam, je jasno nebo. Mislim le lepe misli, naj bo kar bo. Živim za trenutek, naj gre vse, kar je bilo. Glej me, ko sanjam, odpre se mi nov svet. S tabo, ko sanjam, me prideš znova objet. Ti si vse, kar imam v svetu, ki je že dolgo prodan. V svetu prevar in laži, v svetu neiskrivnih ljudi. Tam je duša še lahko svetla, tam ljubezen še šepeta. Glej me, ko sanjam, odpre se mi nov svet. S tabo, ko sanjam, me prideš znova objet. Glej me, ko sanjam, odpre se mi nov svet. S tabo, ko sanjam, odpre se mi nov svet. Glej me, ko sanjam, s tabo lepo je leteti. Glej me, ko sanjam, Glej me, sanjam in baladeram. Neon srce si naslovil album, je potem besedi neon tudi malo retro. Ja, Kaj ti da dač te neon svetilke, pa te zadeve niso tako popularne kot nekoč nekaj desetletij nazaj. mi smo imeli gostilno, mislim, imamo še vedno gostilno, ampak prva gostilna je bila Lovski dom in je oče, takrat se spomnim, da so bili te neon napisi totalen hit.
Pa mislim, da so jih v Murski Soboti celo delali tam na isti lokaciji, kjer je bil potem znameniti ta Grlec pub, Pubis pub, kjer smo tudi mi prvi koncert igrali z našimi prvimi bendi, ne vem kaj smo bili takrat. Ko sem bil še bobnar, pa smo z bratom imeli, pa z Dejanom Domkotom, kitaristom, pa ne vem, kdo je še bil zraven. Kristjan Magdič se mi zdi takrat, pa Manuel Kuran, Ana Celec, pa tak naprej smo bili takrat zasedbe. In so bili takrat te neonski napisi že popularni in to sem vedno gledal z velikimi očmi, pa tudi je ta element, ne vem, vse že ustvarjanje v Miamiju, pa dobro, pač vele mesta kot so London, New York, to smo vedno gledali. V resnici te bleščeče napise, ta blišč, pa včasih je bil neonski, pa se mi zdi, da je celo bolje izgledal kot zdaj te ledice, ki so tako malo bolj na silo, oziroma zdaj res vse flashira. Ta neon je pa malo bolj je skrivnosten, ne? Tak celo malo toplejši, pa ta 80-ta je bila prežeta z neonom in prej sem omenil tudi skladbo Drugačen svet, ta je zelo v stilu 80-ih. Jaz tudi v zadnjem času sem 80-te na nek način na novo odkril, pač v 80-ih sem bil rojen, takrat niti nisem imel toliko teh vplivov, so bili mogoče bolj Pink Floydi, pa to, kar je oče več vrtel, ker je imel kar zbirko plošč, ampak se pa spomnim veliko teh albumov, tudi 80-ih in pač ta glasba, pa tisto obdobje je eno najbolj pestrih, zanimivih glasbenih obdobij. Ja, pa tudi v disku sem vedno rad hodil, tako da sem si rekel, zakaj ne bi tudi naslov albuma bil tak, da malo zasveti, da malo zablišči, v smislu, to pa je baladero, na katerega se da celo tudi malo zaplesati. Ne? Torej si želel prenesti nekaj blišča Las Vegasa, tam je veliko tega neona bilo, mislim, da je še vedno. Ja, pa Elvis je bil tam. Ne? Čeprav, gledal sem film tudi, ne? Samo to, ki je odličen, ampak naslov sem imel že predtem. Je pa res, da neon je pa uravnotežen s srcem, se pravi, neon srce. Zdaj, danes mi je nekdo celo rekel, kar je res, ne, da slovnično pravilno bi bilo neonsko srce, ampak zdaj živimo v dobi umetniško, pa živimo v dobi hashtagov, oziroma ključnikov in pač mora to biti malo krajše. Ampak to srce uravnoteži spet ta neon, ne, tako da je zelo močna komponenta tega naslova pa albuma, pa tudi ta neon, če se že govoriva o blišču pa bleščavosti, jaz sem v bistvu si hotel reči, da moram za tretji album res z vsem srcem še nekako zažareti in pač probati dati ven najboljše, kar lahko. In res mislim, da je moj najboljši album in govori ta naslov tudi o tem, da včasih, ko je vse temno, mislim, spet je svet je če dalje bolj čuden, dogajajo se še vedno čudne stvari, pač malo je tema, pa veliko nekih negativnih stvari in se mi zdi, da moramo pač z našimi srci tudi nekako zažareti, ne samo v tem smislu klasične ljubezni, pa kiča, pa Valentinovega sploh ne, ampak jaz mislim s tem naslovom bolj na to, da pač moramo biti srčni kot ljudje in da pač morajo naša srca žareti dlje od rdeče, ne. Pač neonsko, res žareti, ne, za boljši svet. Je potem na naslovnici albuma tudi malo Elvisa, ki si ga prej omenil? Ta naslovnica je nastala zelo spontano, ker je v bistvu fotografija ena od tistih B-fotografij. Delali smo eno drugo fotografijo, ki je potem romala na notranjo stran albuma, kar bodo mogli pa, se pravi, to pomeni pa, da bodo mogli poslušalke pa poslušalci album nabaviti, da bodo videli notranjo stran, ker tega nismo tako razkrivali. Ampak ta je postala pač tak zanimivo, ne? Na tak način, kot slonim to ob zidu, sem mogoče včasih, ko sem začel v diskoteko hoditi slonel, ne? Ker pač sem zbiral pogum, da grem ugovoriti kako punco, pa nisem bil tudi slučajno tako samozavesten, pa še vedno nisem kot Elvis, ne? Ki pač je bil Elvis, ampak je pa res, da sem gledal pa film predtem, ne? Tako da mogoče pa smo se potem šli fotkat, čeprav Elvis bi imel precej več. Jaz sem v črno oblečen, črna lederca, ne? Črne hlače, spet ta kontrast, majica je bela, ampak premalo je nekega nakita, ne? Teh emblemov, našitkov in tako naprej, ne? Tako da mogoče je manjkal še kak kolonel na setu. Toplo bo naslednja? Toplo, oziroma toplo, ne, zdaj včasih se kar borim s tem, kako zdaj to... Visno, kam damo črtico. Ja, pa v kateri regiji to izgovarjamo, ne. Toplo je še ena od skladb, ki so mi zelo blizu, precej preprosta na nek način, tudi tako zapeljana kot en precej klasični
kantavtorski song. Ne. Ena od tistih, ki sem jih naredil na kitaro. Potem sem poslal Martinu Štiberniku nekaj skladb in mi je zanimivo. Nisem si mislil, da bo izbral to. Sem jih imel še kar nekaj v rokavu, celo sem mislil v narekovajih večje skladbe, ker so imele, ne vem, bolj močne referene, pa bi lahko bile dueti itd. In ko smo se že menili tudi s kakimi drugimi ustvarjalci, da bi še kaj naredili. On je izbral to skladbo, kar me je precej presenetilo, ker je pa ta skladba nastala v enem takem celo malo mračnem obdobju zame. In sem z njo iskal neko svetlobo, ne. Ampak zdela se mi je pretežka, ampak potem je pa postala v bistvu ena najbolj lahkotnih skladb in najbolj pozitivnih skladb na tem albumu, ki ima tak skoraj malo v instrumentalu, tako malo Nora Jones element, kar je Martinu seveda pač precej njegov stil. Jaz sem se tudi v tem kar fajn našel. Edino v Urlicer sva snemala 5 ur in sva naštimala pač oziroma veliko enih teh hukov, kako se temu pravi, hakelcev, linij, takih in drugačnih, tako da sem šel iz tistega snemanja, nekakor je skladba precej enostavna, zelo zmatran. Po drugi strani je pa zdaj tak zelo fajn jo igrati tudi v živo, res uživam v njej in kar opažam je, da je narejeno tako, da se občinstvo na njo dejansko odziva kot na nekaj, kar lepo pogreje, oziroma na skladbo, ki nas lepo pogreje za neko tako pristno, čisto emocijo. Ne. Spet en tak preprost, direkten baladero. Odrešenje je čudna stvar, danes sonce, jutri pa vihar. Pojem pesmi tebi, da pozabiva, oblake temne preganjava. Daj mi še en poljub, preden grem. Daj mi še en nasmeh, preden izvem. Daj mi svoje srce, da me grelo bo toplo. Repenenje je čudna stvar, danes hočeš, jutri ti ni mar. Pojem pesmi tebi, da pozabiva, oblake temne preganjava. Daj mi še en poljub, preden grem. Daj mi še en nasmeh, preden izvem. Daj mi svoje srce, da me grelo bo toplo. Da grelo bo toplo. Življenje je čudna stvar, danes daje, jutri vzame proč. Pojem pesmi tebi, da pozabiva, oblake temne preganjava. Daj mi še en poljub, preden grem. Daj mi še en nasmeh, preden izvem. Daj mi svoje srce, da me grelo bo toplo. 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 Izgubljen je, kdor ne sliši se, tavaš v temi, daj prebudi se. Pojem pesmi tebi, da pozabiva, oblake temne
ženeva. Daj mi še en poljub, preden greš, Daj mi še en nasmeh, preden izveš, Dam ti svoje srce, da te grelo bo toplo. Baladeral z mano oddaje Radioaktivno z albumom Neon srce. Vidim, da imaš še fizični nosilec zvoka, ne samo digitalne platforme. Ja, tebi sem seveda prinesel album, oziroma to je zdaj izvod v obliki CD-ja, ker mislim, da sem tudi s prvim albumom bil tu s CD-jem, pa Tako. takrat so bili CD-ji še kar tako velika stvar, ne, zdaj so malo manjša stvar. Ampak če smo že pri fizičnih nosilcih, zdaj v tretje sem se odločil, ker pač v tretje gre rado, kako kot pravijo, da je pa čas tudi za vinilko. Ne. Jaz sem ob vinilkah odraščal, dolgo časa jih potem več sploh ni bilo. Zdaj imamo itak pač milijon nekih platform, kako se jim reče, spletne pretočne platforme, ne, kjer pač je vse na številu klikov, pa ogledov, pa ne vem, če so vse ne. V bistvu, samo poslušanje glasbe se je precej spremenilo in tudi te platforme so pripomogle k temu, da zdaj živimo v glasbenem svetu singlov, kar je bila tudi moja pot na nek način do tega novega albuma, ampak jaz sem še vedno otrok albumov in verjamem v to, da pač ustvarjalec mora imeti album ali nekaj njih, zato ker že sam ustvarjalec lažje pogleda na svoje ustvarjanje v nekem časovnem obdobju, če vidi pred sabo nek strnjen izdelek, pa se mi zdi, da hitro vidiš, kaj si razmišljal, kak si bil v obdobju albuma. Tudi poslušalci, oziroma recimo, če pač dobiš fane oziroma ljubitelje svoje glasbe, ki res hoče odkriti tvoje delo, pač je to neka dodana vrednost, ne? Ker pač album ima ponavadi, sploh če je v fizični obliki, ima, ne vem, knjižico, pa so zapisane stvari, pa tudi piše, kdo je snemal kak inštrument, kar sicer tudi v digitalni obliki piše, ampak se mi zdi, da pač na digitalne imamo vsi 3 sekunde pozornosti, pa pač odskrolamo naprej, ne. Mogoče poslušamo, ne vem, cel komad, ja, to že, ampak s fizičnimi nosilci zvoka saj jaz sem se vedno posvečal temu, tudi kot nadebuden mladi glasbenik sem gledal, kdo je igral bobne, kdo je igral bas, to je vse pisalo notri, ne. Pa so CD-ji v tem smislu super, da smo kar eno tako zakladnico tega še vedno doma, pač pol mojega domačega studija v Prekmurju v bistvu tvori ta ena taka stena CD-jev, albumov iz vseh možnih žanrov. Jaz sem pridno zapravljal štipendije v tistem času za to, da sem pač glasbo tako poslušal, pa to mi je ostalo. Vinilke, ki sem jih pa v zadnjem času začel vrteti, pa so prinesli spet neko drugo izkušnjo, ne. To je pa spet to, da si vzameš čas, ker pač moraš tudi vstati, pa obrniti ploščo, ne. Pač do zdaj še nisem videl gramofona, ki bi to počel sam, no, oziroma ga nimam, ne. In je ritual drugačen in spet drugače poslušaš, tudi recimo za vinilko je moral biti drugi vrstni red za album, ker sta pač stran A, stran B, potem so neke druge zakonitosti, kako vinil funkcionira, katere skladbe so bolj optimalne za začetek vinila, katere za sredino, katere na konec. Druga zvočna obdelava je pač, to je vse povezano tudi s precej dodatnimi stroški, ampak vseeno, vinilka že v sami velikosti, ne, je pač nek dokument, ki recimo, da tudi če ga izkopajo čez 100 let, ne, se bojo mogoče spraševali, pa kaj so te zemljani počeli s temi črnimi krogi. Ena pa je tako, ona zlata pa tako po vesolju kroži, ne, ki je na Voyager kapsuli, ne, oziroma satelitu, ki... Bodo imeli arheologi, kaj delate. Ja. Pa proučevati, tako da jim dela ne bo zmanjkalo. Ker v oblaku ne vem, če bo to vse zdržalo. Ne vem, gledam to na količino glasbe, ki se producira dnevno, težko. Verjet bo naslednja, tudi single, ki spremlja izid albuma. Ja, verjet sem izbral kot po eni strani nosilni single tega albuma, ker če sem govoril prej o srčnosti, pa o tej res neon srčnosti, se pravi dodani srčnosti, pač moraš za to, da si srčen, v nekaj verjeti, ne. In ta skladba govori o tem, da je treba verjeti vase, v ljubezen, v lepši svet, pa tudi vse, kar vsakega od nas mogoče žene naprej, ne. Je sicer skladba, ki govori eno tako ljubezensko zgodbo, tudi preprašuje življenje. In prav v tej komponenti se mi zdi, da govori tudi o tem, da je ta vera v karkoli že,
vsak posameznik veruje. Ne? Najbolje je, da verjameš tisto, kar je tebi blizu, da je pač to sestavni del tega, da živiš eno življenje, ki je vredno tega. Ne moreš nekaj verjeti. To jaz mislim, pač, ker brez tega bi bilo življenje sivo in pusto, tako da upam, da bo tudi poslušalce ta skladba, ki so jo zasnovala z Uwe Bossertom, da jim bo dala neko dodatno vero, upanje pa veselje. Danes vzamem sonce v dlan, da posvetlim ta siv dan. Rad bi rešil svet, pa nimam idej. Daj mi samo minuto, prisluhni pesmi tej. In danes nočem verjet, da je ta svet samo za imet. Danes hočem verjet, da le ljubezen lahko reši svet. Verjet, pusti mi verjet. Verjet, da je lep ta svet. Hočem verjet, da me ljubiš ti. Lepo je biti, objeti imet. Vse, kar želim, si. Tebi bi dal vse in še. Ti si svetloba in upanje. In res ne vem, kam srce ti beži. Prepusti se zdaj, za neprepozno je. Verjet, pusti mi verjet. Verjet, da je moj tvoj svet. Hočem verjet, da me ljubiš ti. Lepo je biti, objeti imet. Vse, kar želim, si. Daj roko, greva stran. V najin varni pristan. Tam ni plastike, fantastike, samo sončni zahodi brez skrbi. Ko te vidim, baby, ti si to, kar duša želi. Verjet, pusti mi verjet. Verjet, da je lep ta svet. Hočem verjet, da me ljubiš ti. Lepo je biti, objet živet. Ne ujet. Verjet, pusti mi verjet. Verjet, da je lep ta svet. Hočem verjet, da me ljubiš ti. Lepo je biti, objeti imet. Vse, kar želim, si. Verjet. Verjet ter baladero z albuma Neon srce, ki prinaša 11 pesme. Večino njih smo že slišali kot single, tako da bi tako pod črto potegnili, baladero že ima skoraj album uspešnic. Ja, na tem albumu ni filerjev, bi jaz rekel. Ne. Ni nobene skladbe, ki bi bila tu zato, da pač mora biti še ena ali pa da neko številko dosežemo. To sem res pazil in
Ja, je album uspešnic na nek način, ampak vseeno je pa tudi album, ki še ponuja nekaj več, ne, tudi že prej sem ene par teh skladb omenil, ki niso mogoče na prvo žogo uspešnice, ampak vseeno pač ponujajo dovolj, da se jih gre poslušati, odkriti. Pa mislim, da je dobro poslušati cel album od začetka do konca, ker če bodo poslušalke, poslušalci dobro poslušali, pozorno poslušali, namenoma naredil tak vrstni red in gre za en tak dramski trikotnik, kak je že začetek, zaplet, vrh in Razplet. in razplet. In na to sem kar ponosen, no. Tako da vsekakor ja. Uspešnice, druge skladbe in album. Je potem večina pesmi plod tega temačnega obdobja, tega čudnega dvoletnega obdobja, 2020-2022? V resnici ne, ker nekatere so nastajale že predtem, pa v tem obdobju jaz nisem doživljal toliko temačnosti, ker sem imel celo srečo, sem precej nastopal, sicer na takih drugačnih stvareh, ok, popevko so že omenjala, ki takrat ni imela publike, kar se mi je zdelo vsaj zame, mislim, precej velik handicap, ker sem bil vedno navajen imeti pač pred sabo publiko, takrat sem imel pač sam kamere in mi je bilo pa luči, pa mi je bilo res čisto čudno. No se to že danes pri popevkih tako normalno. Ja, no sej, ampak se mi zdi, da meni ta element občinstva mi je strašno pomemben. Ne? In jaz sem imel srečo, da sem v tistem obdobju bil pred občinstvom, še predtem z Slovenskim mladinskim orkestrom, kjer sem bil gost kot solist in smo mi v letu 2020 izvajali, mislim, da 3 koncerte, sicer v teh zelo kontroliranih pogojih. Ne. To pomeni, da je bil orkester, ne vem, en mesec v karanteni, v domu Tabor in tako naprej. Zelo resno smo pač vse mogli imati. Ne. Ampak vseeno pač smo igrali v Ptuju ob otvoritvi, mislim, da tiste zdaj že znamenite tržnice. Mislim, da je bil festival poezije in vina. Ne. In na festivalu Ljubljana, na Kongresnem trgu na Velikem odru, kar je bil en od mojih najbolj prestižnih nastopov, tako da se nisem imel kaj pritoževati nad svojo koncertno bero v tistem času, tako da mogoče je bilo na nek način obratno, to obdobje zame sploh ne temačno, ampak tako zelo me je motiviralo, da mi je bilo lažje ustvarjati potem naprej. Pa precej teh skladb je pa nastalo v bistvu v času vseeno, v tem drugem delu, ko so se stvari vseeno odprle in sem pač jaz nekako ustvarjal na tudi krilih tega zanosa. Prej pa še nekaj, ne, ta dobra stvar korone, vsaj meni je bila, da se je neko to dojemanje časa malo predrugačilo, vsaj jaz sem imel naenkrat več časa, samo mesto tudi oziroma okolje, se mi zdi, da se je umirilo, ne. Vsi smo imeli malo več časa za introspekcijo, pa mislim, da nas je tudi veliko glasbenikov, vse se vidi. Vidim tvoj seznam nove glasbe, no, ki je ogromen. In vsi smo pridno ustvarjali, no, tako da po eni strani je bilo hudo, ker ni bilo toliko koncertov, po drugi strani pa pač po vsakem dežju posije sonce, ne, in vedno je luč na koncu tunela, tako da evo, smo prišli do sem in gremo zdaj naprej. Ja, mislim, da je tukaj prav primer na drugačen svet. Ja, drugačen svet, pa zanimivo, drugačen svet ni nastajal v tem obdobju. Ne. Drugačen svet je nastal tik pred in potem jaz sem čakal z izidom in v bistvu dobro, da sem počakal. Nisem vedel, da se bo to zgodilo, je bila pa malo preroška. Ne. Se je potem res to zgodilo, da je bil svet kar naenkrat čisto drugačen. Ja. Kaj ti išla je 28. oktobra 2020? Ja, to je že globoko v drugem valu v bistvu korone. Ne vem, katero valo, kaj to ne vem, kako so že 16 je bilo. 16, zanimivo.
Drugačen svet in Baladero. 11 pesmi, kot sem dejal na albumu, koliko pa je to potrebno promovirati preko vseh družabnih in podobnih kanalov? Ja, zdaj probam video spote prešteti. 1, 2, 3, 4, Jih je bilo nekaj. 5, 6, ja. V bistvu 8 videospotov, en je sicer besedilni video od 11 skladb, kar tudi veliko pove. Ne. Pač pri prvem albumu sem, mislim, da imel 2 videospota, pri drugem celo samo enega. In nisem imel recimo v tem smislu nekih težav z samim airplayem ali pa s predvajanji. Potem se je pa začelo vse spreminjati in se mi zdi, da so vsi samo še izdajali videospote pa single, ker je pa šlo vse na družbena omrežja in ja, tu so te promocije zdaj postale precej zahtevne, ker na nek način, če hočeš izdati glasbo, mora to biti vedno zelo vizualno in pač zdaj so tudi videospoti postali neka stalnica, tudi najbolj uspešni avtorji se mi zdi, da so zdaj tudi najbolj vizualno prepričljivi, recimo temu. Občinstvo je že kar razvajeno, vedno pričakuje neke presežke tudi vizualno, tako da to je zdaj vse skupaj že precej težko zagotavljati, bom tako rekel, čeprav je tudi zanimivo, zabavno, pa obenem izčrpljujoče. Jaz bi si v resnici še vedno si želim, da bi ljudje v prvi vrsti prisluhnili glasbi, ker sem prav par dni nazaj, ko sem objavil izid novega albuma, seveda z eno od promocijskih fotografij, ki smo jih zdaj naredili veliko, ker mi je tako svetovala tudi moja PR služba in tudi to zdaj imamo, ne? Pa na začetku nisem imel, da mora imeti čim več tega, pa da mora biti čim različno, ker mediji pač hočejo zdaj imeti kakšne ekskluzive, pa ne smeš se pojavljati in tako naprej, ne? Ojoj. Saj razumem to, ampak kaj se je zgodilo? Nekdo je komentiral, odlična fotografija, res odlična fotografija, pa sem jaz sprašal, kaj pa glasba, ne? Pa so mi odvrnili, to bomo pa še poslušali, ne? Ampak hočem reči, da bi bilo lepo, če je glasba vseeno še vedno v prvem planu. Jaz se zato trudim, še zmeraj. Vidim pa, da bo pač nemogoče se trenutno vse za nekaj časa izogniti temu, da če hočemo pač priti do poslušalcev oziroma do občinstva, da moramo tudi glasbeniki v bistvu biti na nek način vse bolj medijske osebnosti oziroma kar malo bog ne daj sicer, ampak vplivneži v tem smislu. Jaz bi res rad ostal predvsem za klavirjem, pa pel, pa ustvarjal. To so mi še vedno najljubši koncerti, pa se pravi te klasični odrski pa radijski koncerti. Radio mi je še vedno najljubši format, tako da dokler so radiji, to sem že mislim, da nekajkrat rekel, pa tudi tu sem miren, da tudi te radiji v klasičnem smislu, ne samo spletni radiji, radiji, na katere prideš in srečaš v živo drugo osebo, se pravi radijskega urednika ali novinarja oziroma nekoga, strokovnjaka za glasbo, nekoga, ki ve, o čem govori in se lahko z njim pogovarjaš, ne? Ker zdaj nam marsikaj napoveduje od umetne inteligence, ki bo delala glasbo, ne? In Jo že dela, ne? Ampak človeški element bo vedno najpomembnejši, kar se mene tiče in v tem smislu vse, kar se mene tiče, ostaja najpomembnejši tudi ta zvočni element in upam, da še vedno velja, da ne glede na to, kako promocijo si naredil, da je vse v rokah glasbe. Bova še o tem nekaj rekla v nadaljevanju, ko se preseliva na splet, pa tudi v slovenski glasbeni sceni, pa še kaj o Prekmurju. Za konec radijskega dela pogovora pa bo tukaj še pesem Ponesi me. Ponesi me, skladba, ki je sicer imela videospot, ampak en tak zelo preprost videospot, posnet na gradu Goričko. Še ena od skladb, ki je, ja, mogoče tudi za slovo od tega albuma tudi bila takrat, ja, slovo od očeta oziroma od tega premišljevanja, minljivosti življenja, tudi tega mogoče, kaj je on meni zapustil oziroma nam, se pravi kot predniki prej in tudi skladba, ki govori o Goričkem, o mojih krajih in tem nekem pristnem, prvinskem mojem stiku z glasbo. Zato tudi zaključuje ta album, ampak precej pozitivno, ne? Tak, ni temna, ampak mislim, da pač govori o tem, ne, da naj me ponese tja gor do zlatega neba, spravi, če ne bo zlato, pa srce neonsko, se nimamo bati teme. Ponesi me sedaj v eter. Dominik, hvala za ta del. Poslušalce vabim, da ostanejo z nama na spletu, kjer lahko poslušajo še naprej najino debato in uspešno delo naprej. Hvala tudi tebi za povabilo, pa se vidimo na spletu, pa na koncertih. Prebuja se jutro, zlato nad njo, mojo mehko žametno zemljo.
tu sem hodil sanjami prevzet, da ustvaril bi življenje vredno živet. In če me kdaj je neslo daleč stran, čutil sem, da ne bije v meni zaman. Utrip neštetih želja hrepenenj, pridi zdaj, prižgi ogenj v meni, ponesi me znova tja, do tihih vod. Ponesi me znova tja, zavrti me kot listje v vetru. Kaj mi bo moč brez poguma, zakaj je srce, če ne daje nič, nočem sledu brez pelina. Ponesi me tja do zlatega neba, daj mi moči in poguma. Zakaj je srce, če ne daje nič, kaj mi bo vrh brez doline. Ponesi me tja, kjer hrup ponikne v tla. In ko iskal sem smisel v rečeh, so mi rekli, da živeti je greh. So mi rekli, naj odvržem vsak up, a tiho tlel ta ogenj je v meni. Brez poguma, zakaj je srce, če ne daje nič, nočem sladu brez pelina. Ponesi me tja do zlatega neba, daj mi moči in poguma. Zakaj je srce, če ne daje nič, kaj mi bo vrh brez doline. Ponesi me tja, kjer hrup ponikne v tla. Ponesi me tja, tja do zlatega neba. Ponesi me tja, gor do zlatega neba. Ponesi me tja, tja do zlatega neba. Ponesi me tja, tja do zlatega Tukaj je Baladero in vi poslušate oddajo Radio Aktivno. neba. Baladero ostaja z mano v oddaji Radioaktivno, Neon srce je album, ki ga vrtimo. Prej, ko si govoril o vsej tej promociji, pa o vplivništvu, pa o tem, ne. V zadnjem času opažam, ko se pripravljam na intervjuje, da najdem, na primer, v glasbeniki vse več informacij o tem, kako se ločujejo in podobno, ne pa o tem, da so izdali nove albume. No, prej sem omenjal svojo PR-ovko, ne. Nam je rekla, veš, jaz imam težavo, ti si preveč preprost, ti ne delaš škandalov, ne. Pač težko je to potem spromovirati, ne. In ja, pač se strinjam, se mi zdi, da je postalo okoli glasbe preveč hrupano. Ne bi ga bilo treba biti toliko. Čeprav je glasba potem že vse bolj v ozadju, pa vse drugo v spredju, kaj misliš? Jaz sicer da že glasba res samo, kot pravijo nekateri, radio kot kulisa, pa s tem povezana glasba. Po eni strani ja, ampak po drugi strani pa mislim, da še vedno rabiš. Na koncu se še vedno odločijo ljudje, pa pač jaz nikoli nisem podcenjeval ljudi pa občinstva, pa ljudje imajo vedno prav. Mene je že oče oziroma starša sta me v gostilni učila, da imajo gostje vedno prav, ne. In pa če si dobro naredil, se vrnejo, pač če nisi,
lahko se opravičiš, pa drugič poskušaš boljše. Ne moreš iti pa v neki konflikt, pa pač trajati pri svojem prav, ker če hočeš, da se tudi na tvoj koncert ljudje vrnejo, pač moraš biti v tem smislu iskren, da sicer daš vse od sebe, ampak na koncu ne moreš nobenega prisiliti, da bo imel rad tvojo glasbo. Pa če tudi se daš na 500 billboardov, pa imaš vsak dan 6000 podcastov, pa skačeš iz paštete. Pač, še vedno so na koncu pomembne skladbe in pač moraš imeti vsaj eno tisto skladbo, ki se ljudi dotakne. No. Potem pa vse ostalo mogoče pomaga pri tem, da ti prisluhnejo. Obratno pa ne gre. Dominik, kje več ustvarjaš, v prestolnici ali na Goričkem? To bo zdaj mogoče malo filozofsko, ampak se mi zdi, da jaz, ko ustvarjam, grem itak v eno polje, kjer se malo premaknem iz same lokacije. Ne. To je ta ustvarjalni trans, kjer pozabiš na čas, pa kje si v resnici, ne. Se to vsi glasbeniki poznajo. Takrat gre čas zelo hitro, pa ponesete v neke sfere oziroma kraje, kjer nisi zares nujno v svoji sobi v Ljubljani ali v studiu na Goričkem, ne. Ampak si dejansko v sami skladbi, v glasbi. Ne. Tako da, če so že pri tem, je potem moje ustvarjanje vsekakor neka zmes obeh teh lokacij vedno, ker ne morem, da ne bi bil, se pravi, Dominik oziroma Baladero, ki ima vse te vtise iz otroštva, ko je tekal okoli po Goričkem v vasi Cankova, ne, in bil pač vaški fant z lepim otroštvom. Po drugi strani pa pač sem doživel pa vse te vplive. Nekaj časa sem bil tudi v Londonu živel, pa potem hodil okoli. Pač mesto pa še vedno mi da to, mogoče mesto ta neon, ne. Ljubljana, ta neon, Goričko, to srce, ne. Dobro si to s tem vprašanjem v resnici povzel, že en čas nisem o tem razmišljal, ne, ker se niti ne obremenjujem toliko s tem. Si pa želim, da bi več mogoče spet bil doma na Goričkem v tem svojem prvotnem studiu, kjer sem recimo prvi album bolj ustvarjal. Ne. Se potem v Ljubljani glava napolni s temi težavami, pa se na Goričkem sprazne? Ja, mislim, Ljubljana me izzove, ne, pač, ker je tak. V Ljubljani v resnici se vedno sprašam, ker sem pač gastarbajter v Ljubljani na nek način, ne, pa se vprašaš, pa zakaj jaz tu živim? Sej je kao, ne, branding, najlepše mesto in tak naprej. Ampak to so okolja, pač kot vsako večje mesto, ki so malo sovražna, ne, ti prideš ven in imaš takoj probleme, ne. Kje boš parkiral, koliko boš plačal za parking, ali zdaj imaš drobiš, ali nimaš, itd. Pač pa vse brni, pa skozi so neki rešilci, pa karkoli, ne. Ko grem na Goričko pač, ko se pripeljem tu čez Maribor, se mi zdi, da se ta tempo malo umirja in je vse nekako lažje. Ampak spet, če pa ni te dinamike, ne, če te nič ne izzove, v Ljubljani je že konkurenca pač toliko večja, ne. Recimo, če smo pri glasbi, tudi glasbenike ne srečuješ mogoče samo na družbenih omrežjih, ampak jih srečaš tudi v živo, lahko greš na koncert. Jaz sem to zdaj prakticiral, mislim, da to slovenski glasbeniki počnemo premalo, v zadnjem času sicer se spet začelo dogajati. Sem hodil na koncerte večine od, recimo temu, top slovenskih izvajalcev, ker me je zanimalo, kaj se dogaja, tudi spremljam pač, kaj izdajajo, kam gre glasba, kaj ima vsak za ponuditi, ker imam izvrstno sceno in mogoče je Ljubljana v tem smislu fajn, ker pač ja, se sprehodim do koncerta, ne, namesto da bi se vozil 2 uri, itd. Pa se mi mogoče iz Goričkega ne bi dalo. Ne. Ampak ta mentalni mir pa vsekakor vlečem od doma, pa tudi na vsake toliko se moram spomniti, da v resnici, takrat, ko imam recimo polno glavo, ne, te mestne zmešnjave, tega hrupa, se pač spomnim, da saj nisi od tu, imaš ta moment v sebi, te mirnosti, pač lahko ga prebudiš in se nekako distanciraš, ne, od tega in je lažje. Potuje, mislim, da bo potem prav primerna o tej temi, ko smo govorili. Izvrstno. Vsako jutro ob 5 zaženem motorje, menjam minute za tvoje cekine, da si kupim pravico za bit, za živet. Prišel bo dan stari, ko ne bom več ujet, do takrat zrem v obzorje. Potujem, mirno sedim in opazujem tvoje oči, zrcalo sonca, neskrb balon greva do konca. Dnevi so dolgi, nespeče noči, misli so motne, še ko se zdani,
pakiram vsak dan daleč stran od problemov in težkih usod. Do takrat zrem v obzorje, potujem, mirno sedim in opazujem. Tvoji lasje so sladka senca, šumenje morja v tempu srca. Pospravil sem dvome, pojasnil razloge, jadram brez cilja po vodah začetka. Potujem, mirno sedim in opazujem. Tvoje oči zrcalo sonca, lesket valov greva do konca. Nikoli nisem slutil, da bo tako lahko odvleči polne torbe tovora. Nikoli nisem vedel, da bo tako lahko brez navodil in vsega upanja. Nikoli nisem vedel, nisem slutil, nisem mislil, nisem vedel, slutil, mislil. Potujem, mirno sedim in opazujem. Tvoje oči zrcalo sonca, lesket balov greva do konca. Potujem, mirno sedim in opazujem. Tvoji lasje so sladka senca, šumenje morja v tempu srca. Nikoli nisem vedel, da bo tako lahko odvleči polne torbe tovora. Nikoli nisem mislil, da bo tako lahko brez navodil in vsega upanja. Potujem in Baladero z albuma Neon srce. Baladero, kako pa ti gledaš na slovensko glasbeno sceno? Jaz mislim, da se v Sloveniji preveč govori o športu, čeprav imamo pač vrhunske športnike, ampak slovenski glasbeniki so smo v marsikaterem pogledu tudi kar rekorderji, po svoje tudi svetovni, ker pač smo majhen narod, ne? In glede na to, kako majhen narod smo, imamo pač izjemno količino visokokakovostne produkcije, ki se v bistvu odvija v pogojih, ki za kakšne večje narode so čisto pač fascinantni, ne? Ko se jaz pogovarjam z kolegi iz tujine, pa mogoče, ne vem, se pogovarjamo o tem, kako sicer funkcionira naša glasbena scena, ker je pač trg manjši, ker je mogoče manj prizorišč itd. Ne? In se pač mora potem tudi ta količina prizorišč, poslušalk pač občinstva nasploh porazporediti na toliko izvajalcev in ima vsak žanr temu primerno nekako svoje pogače oziroma pogačice. Ratejo stvari precej zahtevnejše, kot so mogoče na nekih večjih trgih, ne? Pri narodih je, ne vem, kjer imaš 50 milijonski trg, pa lahko delaš glasbo v maternem jeziku, je to drugače, kot če imaš 2 milijonski trg, ne? In se mi zdi, da glede na to vsekakor imamo sceno, ki je žanrsko izjemno raznovrstna, pa v vseh žanrih kakovostna, pa v zadnjem času tudi povezujoča. Se pravi, imamo prvovrstni pop, ne vem, imamo prvovrstni alter, reperje, metalce, klasično glasbo, jazz glasbo, ampak res mislim, da kar pogrešam v zadnjem času, no, mogoče na sceni je, jaz sem izhajal iz teh klubskih prizorišč, ne, ki jih je bilo takrat veliko, pa so se tudi koncerti takrat dogajali, mogoče so bili malo bolj zasedeni z mladimi. Mladih malo ne vidim na prizoriščih, ki mogoče niso na prvo žogo, ne, ali pa ki niso, ne vem, študentske veselice ali pa koncerti ustvarjalcev, ki so pa že itak popularni, ne, ali pa so že bili popularni, ne, tako da to malo pogrešam. Mogoče malo več priložnosti za tiste, ki so šele začeli, pa so drugačni, pa malo več res te odprtosti, potrpežljivosti za ustvarjalce strani, pač, no, nočem biti krivičen, ampak za strani
ali pa iz vidika tega, da se je tudi v tem hrupnem času, kjer smo bombardirani s količino informacij, da si je vredno vzeti več kot 13 sekund za video spot ali pa skladbo od nekoga, pa se potem odločiti za to, ali ti je všeč ali ne. Jaz sem vedno alergičen, če kdo zraven mene preskakuje skladbe na albumu. Ne. Jaz pač, če se odločim, da bom poslušal nekoga, sploh če bom poslušal album, pa sploh če gre, ne vem, za nek mlajši band ali pa katerikoli band, preden se odločim, ali mi je skladba všeč ali ne, ali mi je album všeč ali ne, se bom res posvetil temu, ne. Ker sicer se mi zdi, da je to nefair, ne. Tako da samo to, mogoče kot nek podvprašaj pri vsemu dobremu, kar se dogaja, ne. Tako da res mladi podprite svoje vrstnike, ker pač zdaj je veliko mladih bendov, ne. To sem tudi opazil, to so Joker Outi naredili, pa Murphy, pa mislim, da sem nekaj časa nazaj igral na eni prireditvi, kjer so bili 3 bendi iz Ljutomerske gimnazije, ista generacija, pa mislim, da 2 iz Mursko-Soboške, pa se mi je zdelo tako super, to rabimo, ne. To je to, tako da to je to. Bi lahko mogoče izpostavil 5 glasbenih imen slovenske glasbene scene? Pa tukaj ne gre za zamere, pa... Zelo nehvaležno, ker bi jih najraje 50, ne. Ampak govoriva o aktualnih ali mogoče tistih, ki so name vplivali. Mogoče se malo celo navežem na tiste, ki sem jih izbral za svoj koncert v Cankarjevem domu, ki so tudi del moje poti, ne. Martina Štibernika bi izpostavil kot Mr. Marša, ki je dela odlično glasbo. Je tudi na nek način drugačen kot kantavtor, pa izvrsten producent oziroma instrumentalist. Jadranka Juras, spet ena izjemna pevka, ki ima toliko ene žlahtnosti itd., čeprav pač včasih razdvaja, ne, ker je zelo direktna, ampak mi je všeč, da stoji vedno za tem, kar poje in kar reče. Potem pa mogoče nek moj, oziroma to, kar jaz v zadnjem času poslušam, ne, kaj je tisto, kar od naših. Blaž Menciger mi je recimo izvrsten mlajši kantautor. Regen so mi zelo všeč, da so pri 4, ne? Tako. En mi še ostane. Kdo bo tisti? Kdo bo srečnež? Kdo bo srečnež? Ja, ne vem. Jaz bom rekel, da na 5. mesto bom pa uvrstil Novi val. To je pa ta skupni imenovalec, ne, za ta slovenski bendovski revival, mislim, da v to sodijo zdaj Murphy, Jokerji, tudi Žan itd. Na nek način. Kiwi Flash, tako naprej, Kokosi, tako da. Mora se kaj od tega. Prej si dejal, da tudi poslušaš slovensko glasbo, bomo pa sedaj preverili, či jo poznaš. Ok. Namreč... Kviz, ok. Kviz, nagradni kviz. Oj. Nagradni kviz brez nagrad. Dobro. Pred tabo je 5 stolpcev, iz vsakega boš izbral po eno številko, jaz ti bom zavrtel izsek skladbe, ti boš pa skušal ugotoviti, kdo je izvajalec oziroma naslov skladbe. To pa nisem podpisal, da bom dejansko počel, ampak v redu. Glede tega sem namreč katastrofa, ampak v redu, dobro. Greva. Bomo pa slišali, koliko poznaš. No, se bom pa potrudil pol. Pa potem prični stolpcem A. Kjera številka mi je všeč? Bom izbral svojo letnico rojstva, 81. Ko tvoje bo sonce zašlo in vrata v tvoj vrt se zapro, spoznala boš svet je bogat. Moraš razmišljati malo bolj v zgodovino. Stolpec A so skladbe starejšega datuma. Ok. Pa zelo znana slovenska skupina je s številnimi uspešnicami. Še danes deluje. Skladbe ne prepoznam. Malo mi dobro, pol tisto, kar sem prej mislil, ni, ker ta skupina več ne deluje. Dela pa tako za odrasle kot otroke. So Čuki? Ok. Potem so pa Čuki, sam skladbe pa ne poznam. Čuki, skladba je naslovljena Sonce. Ok, Sonce. To je njihovega zgodnejšega obdobja. Dominik, stolpec B. Stolpec B. Spet moja letnica rojstva, 81. Zvijezde so na njeni strani, kar močno si želi, se zgodilo bo. Migajo za trače, kdo je s kom in kdo ni. Ona se zabava in naprej živi. Zvijezde so na njeni strani. To sem skoraj prepričan, da je Anja Rupel.
Odlično. Ampak zdaj naslov, pa a so zvezde so na njeni strani. Sedaj je odgovor že popoln. Hvala, Anja. Ta je bila lahka. Anja je bila res izvrstna, oziroma se spomnim vseh teh videospotov, pa tudi videoseks skupine. Že dolgo nazaj. Ja, že dolgo nazaj, ampak to je bilo res izvrstno. Preseliva se v stolpec C. Isto številko bom izbral. 81. Očitno ti 81 prinaša srečo. Ja, da se izvlečem iz tega kviza. A bi z mano šla, a bi sanjala in odkrivala vse, kar se ne sme. A bi z mano šla, a bi sanjala, a bi z mano šla v mesto ta večer. 81, pa tudi slučajno pojma, zveni mi malo kot nek boyband, lahko bi bili pa tudi flirt. Ne, je pa solist. Solist. Z katerega obdobja? Z obdobja 2010-2014 je skladba, je pa letos izdal album. Pa tudi kar nekaj turbulentnega je imel v svojem življenju v zadnjem času. Pa ni bil del skupine, kake? Ne spomnim se, da bi bil. V zadnjem času je turbulenten. Čeprav pa je tudi sodeloval s kakimi skupinami celo na EMI, mislim, da pred leti, že dolgo nazaj. Dobro, Omar Naber ni, no. Po vokalu res ne. Ja, se to je. Zdaj sem že... Ne, tega odgovora pa ne bom vedel. Je pa to Alex Volasko, a bi z mano šla. Ja, no, njega poznam, ampak te skladbe pa niti ne. Vem pa, da je imel zdaj turbulentno. Dominik, si v stolpcu D. Dobro, če sva že pri teh stvarih, dajmo se ločiti od številke 81, ne? Pa bom izbral številko 7. Jaz sem si najdel song in voli me krv. Jaz sem si najdel song in voli me krv. Seveda Dan D, mislim, da je plošča DNAD, ne? Ja. Ampak naslovi, rolala sva jo zdaj z Eriko v avtu non-stop, ampak naslova se pa, ne spomnim pa mi je ta komad izjemen, sploh pač zaradi tega refrena. Boli me K. Boli me K, ja, ok, boli me K. Ja. Se opravičujem. Ne boli me K za naslove, ampak pač... In še zadnji stolpec, to pa so novejše skladbe 2021-2022. Zdaj ti bom pa prepustil, da ti izbereš številko, če lahko. Daj vzel seznam. Pa recimo 90. Prsne stranke mi jasno je, da bom s tabo opekla se, zdaj sladkuje, ko naju vre. S tabo je vse mogoče, ker srce te moje hoče. Zdaj med nama je prevroče, s tabo je le to mogoče. Slišal sem to skladbo velikokrat na radio. To pevko težko v zadnjem času zgrešiš. To pevko v zadnjem času težko zgrešim. Ja, Ampak ni Eva Boto, ne. Je pa ena najpopularnejših in najbolj vretenih v naši državi. Nina Pušlar. Nina Ja, Pušlar. vale, točno to je. Sicer, ja, ta skladba zveni na prvo zanimivo, nisem pomislil na njo najprej. Se pa spomnim videospota, pa mislim, da je taka precej plesna. Ne? Plesna. Prste strani naslov. Ja, pa moj sobendaš, Jernej Kržič, mislim, da ima tu prste zraven, tako da ja, ne? Prste zraven, prste stran. Nina je meni ena od najljubših slovenskih izvajalk, če naj omenim, no, tudi vse, kar počnejo z bendom, izjemno spoštujem, tako da naj jim zaželim srečo v Stožicah in za naprej. Dobro si informiran, vidim. Ja, ni bil slab tak vic, no, sicer. Ampak Da še kaj drugega poveva, ne samo o glasbi. Predzadnja, ki bo vas pustila, bo Najna. Ta skladba je zanimivo. Ko sem jo pisal, sem imel v glavi idejo, da kaj če bi jaz napisal eno skladbo, ki je skoraj kot en tak filmski scenarij, oziroma ki se začne recimo v vlaku, potem ta vers, ob motnem steklu drvi tisoče gromkih misli, dih na steklo, izparijo vsi smisli, zlate barve neba, adijo črno-bela, kalejdoskopski pobeg preko brega, oziroma kalejdoskopski načrt pobega preko brega, taka malo kritična. In v bistvu je ta skladba skoraj tako na nek način potem mi izpadla, kot da bi šlo za nek ta slam poetry, oziroma taka malo reperska, v kiticah veliko teksta je,
Obenem pa res je zelo cinematična in uživam, ko jo izvajamo, pa ima tudi ta zelo rockerski element. V bistvu pa govori spet o tem, o vseh teh kontrastih pa vplivih možnih življenja in vsega, kar se zgodi na poti čez življenje, in potem se pravi, ko vse te vtise nabereš, je pa super, ko se enostavno prepustiš trenutku, ne, ponavadi v družbi nekoga, ki ti je pač najljubši oziroma ki je tvoj človek, ne. Potem pa zapojem, jaz in ti, glava na ramenu. Mirne sanje in srečno srce, ta trenutek popolnosti, in mislim, da je to vse, kar imamo v tej skladbi povedati. Težko bi jo zapeljali drugače in res je fajn. Ob motnem steklu drži tisoče gronkih misli. Dihna steklo, izparijo vsi smisli. Zlate barve neba, adijo črno-bela. Kalejdoskopski načrt pobega preko brega. Jaz in ti, glava na ramenu, trdno sidro in mehko srce. Sladka pena nedolžnosti. Jaz in ti, glava na ramenu, trdno sidro in mehko srce. Dolce vita neskončnosti. Kričeče roza in zelena mimoza, vroč beton in razpenjena modrina, razžarjen asfalt in žametna polja, ognjeni lesk žarečega obzorja. Lasje dišijo po novi zemlji, koža naježi se ob soncu in soli. Veter v jadra, glavo na žarke, ne zlomijo organi, najine barke. Jaz in ti, glava na ramenu, trdno sidro in mehko srce. Sladka pena nedolžnosti. Jaz in ti, glava na ramenu, mirne sanje in srečno srce. Ta trenutek popolnosti. Vsak je otok osame, dokler ga ne prevzame. Da deliti je množiti je biti, da bomo vsi siti. Če ne boš samo ti in jaz in ti in jaz. Jaz in ti, glava na ramenu, trdno sidro in mehko srce. Sladka pena nedolžnosti. Jaz in ti, glava na ramenu, trdno sidro in mehko srce. Dolce vita neskončnosti. Jaz in ti, glava na ramenu, trdno sidro in mehko srce. Ta trenutek popolnosti. Najina in Baladero z albuma Neon srce. Dominik, kaj pa počneš, ko nisi v glasbi? Ja, moje življenje jaz bi rekel, da je v bistvu vse tisto, kar se zgodi med tem, ko ustvarjam samo glasbo, se mi včasih zdi kot pač nek tisti del spanca, ki se ga niti ne zavedam. Zares, ker mi kar nekako mine. Jaz poskušam predvsem pač ostati kreativen, pač se dopolnjevati s tem, da nekako pač tudi svoj prosti čas, se pravi, zbiram nekimi vtisi, veliko berem, veliko poskušam dostikrat tudi nekako pobegniti mogoče iz rutine, iz vsak dana. Po drugi strani imam pa veliko nekih malih rutin. To pomeni, da ne vem,
rad spijem kavo v istem lokalu in tako naprej. Mogoče me to vsej tej kreativnosti ohranja na zemlji. Načeloma živim precej preprosto, bi temu rekel. V zadnjem času še malo bolj skrbim za zdravje, no? Tako da se pač poskušam čim bolj rekreirati, pa zdravo živeti, sploh glede na to, da me zdaj v času te promocije novega albuma čaka zelo veliko dela. Tako da to. Ampak res, se mi zdi, da vse tisto, kar sicer počnem, potem na nek način celo konča v skladbah, ne, na tak ali drugačen način. Letos mi je sicer zelo žal, da mi ni uspelo iti, oziroma da nama ni uspelo iti smučati, ker sem pač pazil, da ne bi staknil kakšne poškodbe zaradi prihajajočih koncertov, sploh tistega v Cankarjevem domu, ki bo 16. aprila in sem pač izpustil zdaj to smučarsko sezono. Tako da zelo rad tudi v bistvu preprosto hodim, sprehodi dolgi, tudi enega dodatnega člana družine, no bi mu kar lahko rekel, sva v zadnjem času pridobila. To še ni otrok, je pa Muc Popi, ki je naš kompanjon oziroma najen kompanjon in z njim tudi dostikrat gremo naokoli in del te rutine je tudi, ne, da sem kaj počnem večino časa, ko nisem v glasbi, sem v bistvu sužen svojemu mačku, to pomeni, da ga zjutraj moram hraniti, pa pustiti na hodnik, pa take male rituale, pa na balkon, pa potem spet nazaj, pa potem biti njegova grelna blazina, saj vsi, ki imajo, oziroma imate mucke, veste, pa domače živali, veste, kako to gre. Torej si postal neke vrste novodobni sužen. Kot te je novodobni Garfield dejansko totalno naštudiral. Točno tako, sem lahek plen sem bil za njo. Ti pa samo serviraš lazanjo. Ja, in druge dobrote. Tuna je hit. Na vrtu, na Goričkem imaš marelico? Zanimivo, da si to omenil, tam je ograd, pa so me vsi spraševali, kaj je zdaj to ograd, pa sem jaz potem pojasnjeval, da to v bistvu na nek način sadovnjak, črtica vrt. Mi smo temu rekli ograček. Ne. Zdaj, marelice, ne vem, mislim, da so bile, trenutno jih ni, kakšne slive so, seveda jabolka tudi. Ampak marelice je moj oče nosil na morju vedno na plažo, pa so potem zato tudi ta skladba postala, se pravi, Marelice, ker je bila to neka prva inspiracija. Imeli smo pa še so dostikrat doma, so pa v bistvu jagode. Jagode so tak moj spomin. V Marelicah so tudi jagode v tej skladbi. Se spomniš še tistih lepih dni, jaz in ti v ogradu z jagodami. Verjeti je aktualni singl z albuma Neon srce, ki smo ga že zavrtela. Večina skladb je že bila za nekaj kot single. Bo še kakšna potem poleg verjet? Gledam to, da si rekel, da so dejansko vse skladbe potencialni single. Ja, jaz mislim, da bomo še kaj naredili. Vsekakor ukradle si mi srce, tudi v tvojih očeh, oziroma Glej me sanjam, sta komod tudi singla. Ostalo pa je že šlo, ne? Tako da nimamo jih več veliko na spisku, ampak se mi zdi pa, da si vsako od teh zasluži to dodatno pozornost. Ne vem pa, če bom za vsako pri močeh glede te promocije, pa tega, kar sva se prej pogovarjala, ne? Ker vsak singel potem zahteva dodatno mero pozornosti. Mogoče da zanimivo, ne, se pri drugem albumu Lebdi ni bil izdan kot singel, pa je na nek način se prijel kot singel in ni bilo nič narobe s tem. Mogoče pa tudi danes ni treba, da je vse singel, pa pač ljudje zljubijo skladbo. No. Mogoče bomo kaki dali tudi tako priložnost. Potem pa bo že čas za kaj novega. Ja, razmišljam tudi že naprej, ampak vsekakor pa si po taki poti moraš napolniti baterije, pa vzeti malo časa, da spet, če smo ustvarjalci kot spužve oziroma gobe, ki vse srkamo vase in potem to iztisnemo, zdaj pač bo treba spet eno obdobje srkati, pa poslušati glasbo, pa spremljati. Ne. Potem mogoče, če prejem nazaj na kviz, bom še uspešnejši, oziroma malo bolj uspešnejši tudi z naslovi. Bo se moral vreči v vodo. Ja. Za slovo še pesem Še živim, skupaj z Jadranko Juras, ki je neposredno, kot si dejal, in neposredno tudi v intervjuju pove, kaj si mislim. Ja, Jadranka je že dostikrat povedala vse, kar si misli. To je, jaz mislim, da je ena svojevrstna kvaliteta, ki je danes celo primanjkuje in ta iskrenost se sliši tudi v njenem petju. Ne? Tako da jaz tudi zato rad sodelujem z njo in Še živim kot pač najina skupna balada, vsekakor je tista, ki si je po Čebi mogoče zaslužila
najin duet, tudi zaradi te neposrednosti oziroma iskrenosti, ne? Ker je pač spet ena skladba, ki ima zelo direktno zgodbo. Ne? In mislim, da v skladbi, ki govori o minljivosti, tudi nekoga, ki ti je bil najbolj blizu, je to lepo zapeti z nekom, ki ti je tudi sicer zelo blizu, se pravi s prijateljem oziroma s prijateljico. In to mi da vsekakor sva, tako da sem tudi vesel, da se mi bo pri tej skladbi pridružila, pa še pri kateri na našem skupnem koncertu v Cankarjevem domu. Živeli bomo še naprej. Baladero oziroma Dominik, hvala, da si bil gost oddaje Radioaktivno, ter uspešno in čim bolj delamo naprej. Hvala tudi tebi. Pa kaj počitka mi tudi lahko privoščiš. Bom, kaj ti danes so veliko govorilo. Ja. Sedaj si fraj. Super, hvala. Hvala tebi za povabilo. Poletje zdaj, snev jesen in ta refren že zimi pojem. Se spomniš še vseh tistih dni, ko božala si srce moje. Čas je, čas gre, izbriše te. Čas je, čas gre, odide vse. Čas je, čas gre, izbriše te. Čas je, čas gre, obide te. Mar si še isti kot nekoč, ko je sijalo sonce z vrha ti na obraz zlato obsijan, zdaj z gubami oprta. Čas je, čas gre, izbriše te. Čas je, čas gre, odide vse. Čas je, čas gre, izbriše te. Čas je, čas gre, odide vse. In ko večnost te vzame, kaj za tabo še ostane? Ne čakaj pomladi, vzemi zdaj, kar v tebi bije, od zore do mraka. Ponesi tja, kar daje ti moč, na rob pečine vzletel boš zlahka. Čas je, čas gre, izbriše te. Čas je, čas gre, odide vse. Čas je, čas gre, izbriše te. Čas je, čas gre, odide vse. In ko večnost te vzame, Kaj za tabo še ostane? Le spomin, še živim. Le spomin, hrepenim. Le spomin, še živim. Pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem, tukaj Baladero in vi poslušate oddajo Radioaktivno.